Ja, mislim, da po fotografijah, da gre za vrsto dvogostiteljskega klopa, ki se je v Sloveniji ponovno začel pojavljati pred parimi leti. Znanstveno Hyaloma marginatum, gre pa za vrsto, ki je aktivno lovi svoje gostitelje, ne čaka v zasedi, prezimuje v Afriki in pride k nam z selitvijo ptic. Pojavljati se je začela nekje na severnem delu Primorske do Kraškega roba pred zdaj pa že 4 leti. In ravno v spomladanskem času je ta številčnost ogromna odraslih osebkov, so zelo hitri, zelo aktivni. Mislimo pa, da so se začeli pojavljati nazaj zaradi ponovne paše boškarinov, ki so njihovi glavni gostitelji. Ker že Danica Tovornik, medicinska entomologinja, je v 70. letih proučevala favno klopov in je zaznala te vrste. Potem je bilo nekaj časa neko obdobje, ko se ta vrsta v Sloveniji ni pojavljala, zdaj pa ponovno opažamo pojavljanje te vrste in predvidevamo, da s selitvijo ptic pridejo, ko se ptice pri nas ustavijo med selitvijo nazaj iz Afrike proti severu, se ta dvogostiteljski klop gre v podlago in potem aktivno išče drugega gostitelja, ker v odraslem stadiju je pašno govedo, predvsem boškarini, njihov glavni gostitelj. Smo pa lahko tudi mi njihov gostitelj, sicer bolj redko, je pa to vrsta, ki prenaša krimsko-kongoško hemoragično mrzlico in je iz tega zdravstvenega vidika tudi precej pomembna za spremljanje. Pri teh klopih je bilo dejansko opazno, kako zelo hitri so v primerjavi z navadnim, denimo gozdnim klopom, ki smo ga vajeni. Vendar ni bilo opaziti, da bi prišlo do konkretnega vboda. Kako hitro v bistvu tak klop ugrizne, recimo temu, človeka? Človeka, če ne najde drugega gostitelja, gre tudi na človeka, je pa to vrsta, za katero je zelo zanimivo, da res aktivno lovi svojega gostitelja, mi na terenu. Ko vzorčimo tudi v območju Primorske, pogosto najdemo te klope, ampak ne z metodo zastave, kakor lovimo druge klope, ampak ponavadi pritečejo sami do nas in so zelo hitri. Prepoznamo jih pa tudi po tem, da so malo večji kot ostali klopi in pa zelo izrazito pisane zebraste noge imajo, tako da jih hitro prepoznamo, so pa po hitrosti njihovi, ker so res hitre živali. Se pravi, in eden od gostiteljev je torej lahko tudi človek, ne le govedo, druge živali? Tako, zelo redko, ampak glavni gostitelj so jim pašno govedo, lahko pa vbode tudi človeka.